Na razstavi Malefike sodni stolp predstavljamo dela zlasti avtoric, ki se ukvarjajo z fenomenom čarovništva, čarovniških procesov in likom čarovnice nasploh v obdobju zgodnjega novega veka na območju Srednje Evrope. Umetnice k tej temi pristopajo z različnih zornih kotov, z različnih vstopnih točk, skupno pa jim je neko feministično branje, feministična obravnava te teme. Kdo so bile čarovnice? To seveda niso bile čarovnice, niti ne domnevne čarovnice, ki jim čarovništvo preprosto ni bilo dokazano, ampak so to bile ženske, ki so bile iz različnih razlogov v svojem času preganjane. Lahko ta pregon razumemo na različne načine. Po eni strani gre za verjetno grešne kozle, kot se pogosto v družbi zgodi, da je šibkejši del družbe okrivljen za neka dejanja, za neke dogodke, kot recimo naravne pojave, ujme. To zgodbo pripoveduje delo Ane Likar, Delala je neurja, kjer je bila ženska imenovana v zgodnjem 18. stoletju Marina Češarek v Ribnici obtožena, da je delala neurja. Po drugi strani pa lahko čarovnice v tistem obdobju razumemo tudi kot izobražene ženske, ženske, ki so bile izobražene na neformalen način. Takrat namreč izobrazba ni bila dostopna večini žensk in so nekako delovale v skupnosti kot zdravilke, pa predvsem v smislu babištva ali kar danes razumemo kot reproduktivne pravice žensk. V vsakem primeru pa je šlo za obliko nasilja, za neke mehanizme moči, za način discipliniranja, zatiranja žensk in to je tema te razstave. Razstava Malefike sodni stolp je nastala v sodelovanju z Budapest Gallery, to je osrednja mestna institucija za sodobno umetnost v madžarski prestolnici, kjer so avtorice razstave pred 2 letoma zasnovale razstavo Malefike od grmad do spletnega čarovništva. Njihov pristop je bil iz pozicije sodobnosti, kjer so v svoji generaciji, zlasti generaciji milenijcev, pa tudi mlajših in drugih, opazili neko zatekanje k magiji, k čarovništvu, kar so one opisale kot način shajanja z krizami sodobnega časa. Tam so prepoznale čarovništvo kot neke prakse ali pa kot skupnosti, ki so lik čarovnice rehabilitirali in si ga prisvojili v nekem emancipatornem smislu. No, naša razstava Malefike sodni stolp pa osvetljuje zgodovinski aspekt te zgodbe. Tukaj se navezujemo oziroma je naše izhodišče zgodba sodnega stolpa v Mariboru. To je zgodba, ki že v imenu, torej sodnem stolpu, govori o sodnih procesih, o čarovniških procesih, in to je zgodba, ki jo Mariborčani imamo nekako zasidrano v zavesti. O njej slišimo kot otroci in pa vse bolj to zgodbo reproduciramo tudi kot nek turistični produkt, kot neka turistična narativa. Za razstavo Malefika sodni stolp pa smo želeli obrniti plat te zgodbe in nekako na bolj plastovit, kompleksen način razmišljati o pravzaprav tem nasilju nad ženskami. K razstavi smo povabili tudi zgodovinarja Borisa Hajdinjaka, direktorja Sinagoge Maribor, ki je prispeval besedilo,
ki nekako kontekstualizira zgodovinsko to zgodbo čarovniških procesov v Mariboru in domnevno v Sodnem stolpu. Na otvoritvi razstave Malefike je Ana Marija Klajnšek, koreografinja in plesalka, izvedla performance, del svojega performansa Ona, ki prav tako tematizira čarovništvo, čarovniške procese in nekako uteleša to skozi kontorcije telesa neke domnevno nenavadne načine izražanja. In na razstavi ostaja fragment njenega kostuma. Razstava je pravzaprav reinterpretacija izvirne razstave iz Budimpešte, ob tem pa smo na razstavo vključili tudi nekaj novih del, med njimi dve deli iz naše zbirke, iz zbirke Umetnostne galerije Maribor. Eno je sodobnejše delo, velika slika Mitje Ficka z naslovom Polnočna šola. To je zelo evokativen naslov, ki smo ga v kontekstu te razstave interpretirali kot neka oblika nekanoničnega prenosa znanja, torej gre za druženje neke skupnosti, med njimi je tudi en lik, ki nosi tak špičast klobuk, ki ga povezujemo z likom čarovnice, in v tem nekem čarobnem vzdušju, v objemu narave nekako sobiva in kot mi interpretiramo skozi naslov Polnočna šola, prenaša neko znanje iz ene generacije v drugo, predvsem skozi ustno izročilo.